novomeški knjižnici Mirana Jarca so tokrat pripravili pravljični večer za odrasle, projekt, ki ga zadnjih nekaj let prireja Mariborska knjižnica, tokrat tudi v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami. V Trdinovi čitalnici se je tokrat zbralo 6 pripovedovalk iz 5 slovenskih knjižnic. Pravljični večeri za odrasle se v letošnjem letu pravzaprav dogajajo že četrto leto. Začeli smo 2009 in sicer najprej med knjižnicami na našem območju, se pravi med knjižnicami, ki jih nekako pokriva Mariborska knjižnica, se pravi še s knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in pa knjižnico Lenart. No, kasneje, se pravi, tiste leta, ki so pač sledila, so se pač vsako leto še knjižnice, druge knjižnice iz sosednjih področij ali pa območij nekako priključile, tako da v letošnjem letu, ko je pravzaprav Maribor, Evropska prestolnica kulture, so se povezale pač knjižnice širom po slovenskih mestih. Ko sta nekega dne utrujena od starosti in let stala pred templjem, kjer je nekoč stala njena hiša, in se pogovarjala o svoji čudežni usodi, je Filemon naenkrat zagledal, kako obraz njegove ljubljene žene izginja v zeleni meglici, v listih. Prijel jo za roko in njena roka se je spremenila v veje porasle zelenimi listi. Pravljice v svojem bistvu seveda niso namenjene le najmlajšim, ampak tudi tistim malo starejšim. Namen tega projekta je v bistvu nekako pokazati ali pa obujati to pripovedovalsko kulturo, nekako spet približati to pripovedovanje pravljic odraslim. To, kar je dejansko nekako v preteklosti bilo prvotnega pomena. V začetku so se, ali pa nekoč so se pravljice predvsem med odraslimi širile, pripovedovale, v kasnejši, mogoče modernejši dobi pa se to nekako med otroke preneslo. Pravzaprav pa so pravljice v bistvu namenjene vsem, od najmlajših pa do najstarejših, ni pri tem nekih starostnih meja. In kakšne pravljice predstavijo pripovedovalke? Različne pravljice so, pravzaprav te pravljice si izberejo pripovedovalci sami, od avtorskih, se pravi takih, ki jih je nekdo napisal, poznamo avtorja, do ljudskih, torej različnih ljudskih pripovedi, bajk, mitoloških zgodb. V glavnem, to je v bistvu prepuščeno pripovedovalcem samim, da si izberejo zgodbe. Ta projekt ni prvo povezovanje knjižnic, čeprav je bilo to do zdaj vedno bolj lokalno obarvano. Zdaj prvič v bistvu je nekako bolj na državnem nivoju, kako bi lahko rekla. Se pravi, v preteklih letih je bilo mogoče sodelovanje v bistvu bolj med knjižnicami, ki so bile na našem območju ali pa na sosednjih območjih, torej Lenart pa Bistrica, potem so se priključili še Ptujčani, Slovenske Konjice, Murska Sobota. No, letos pa je potem prvič, da se je razširilo še do Novega mesta, Slovenj Gradca. Sicer pa Štajerska prestolnica v tem letu seveda živi s projektom Evropska prestolnica kulture. Kako pa jo doživljajo njeni prebivalci? Ja, en kup nekih dogodkov kulturnih je v Mariboru, kaj pa vem, se dogajajo neke stvari, ja, sigurno drugače kot pa prej, ko Maribor pač ni bil prestolnica. Posebna je tudi poletna zgodba v samih knjižnicah, saj si bralci v veliki meri izposojajo precej drugačno čtivo kot v drugih obdobjih leta. Ja, verjetno je sposoja knjig, mogoče se obrača nek drug fond, bi rekla, ne vem, ljudje, ki odhajajo na dopust, si vzamejo pač mogoče malo bolj lahkotno branje za oddih, poletno branje, kakorkoli. Med letom mogoče gre več strokovne literature, srednješolci, osnovnošolci, kakorkoli, dijaki, študenti. Pač med počitnicami pa mogoče branje bolj za oddih. Sreča se s tem nikakor ni strinjala in je rekla, to pa ne bo držalo, z mojo pomočjo ne moreš napraviti ti ničesar. Pa Nesreča malo pomisli, pa reče, poglej, pa bova preizkusili, tam proti nama prihaja starec, pa narediva preizkus. In res, Nesreča takoj pozdravi prijazno starca, dober dan, starec, kako, kar takole drva, na hrbtu nosiš iz gozda, kaj nimaš konja in voza?